Gospod Vodeb, gledajte, tukaj na Fakulteti za socialno delo smo pridobili podatke o predmetu oziroma sklopu predmetov, ki govori o socialni pravičnosti in radikalnih perspektivah v socialnem delu. Že to, da v socialnem delu govorimo o radikalnih perspektivah, mene kot socialnem delavcu kar malenkost grejo lasje po konci. Ampak gledajte, v čem je tukaj stvar? Gre za to, da heteronormativnost, torej to, kar je družbo določalo v tej različnosti moškega in ženskega principa, je nekaj, kar je treba nekako ukiniti, kar je treba znanstveno razvrednotiti. Govorijo o binarnih spolnih opozicijah, družbeni konstrukciji seksualnosti, feministični teoriji, gejevski, lezbičnih študijah, cisnormativnosti, transspolnosti. Kaj je tukaj v ozadju za temi navide znanstvenimi izjavami in kaj nam, se pravi študentom in pa nam v bistvu takele univerze sporočajo? Tule ni nič znanstvenega. To je ena sama ideologija. Ideologija, ki je vzklila na frustraciji. Predvsem feministk, pajdaši, geji so se naknadno prislinili zraven in zdaj družno harajo po družbi preko levice. Ampak, če nekdo skozi psihoanalizo motri to področje, se mimo Freuda ne da nič povedati. Ne? Freud je fundament, na katerem cela psihiatrija, psihoterapija, psihologija temelji in po Freudu obstajajo pač tiste 3 ključne faze psihoseksualnega razvoja, oralna, analna in falična faza in v tem primeru moramo tematizirati falično fazo z Oedipovim kompleksom na čelu, kastracijski kompleks in skozi to pa so znanstveni argumenti, ki jih cel svet priznava. Moramo enkrat za vselej prisluhniti in ponovno prebrati Freuda, kaj je govoril recimo v svojem spisu Ženskost, kjer je govoril, da se mora Oedipov kompleks razrešiti z različno spolnima staršema, kjer ima moški, oče, organ več kot ženska. Se pravi, moški je penisno bitje in na drugi strani je mamica, ki je brez penisa. In ta vhodna pozicija, ko otrok misli ta dva spola, očeta in mamico, povzroči otroku, da zgradi nek fundament, na katerem potem zgradi mentalno zdravje, psihično trdnost in kar je za družbo zelo pomembno, moralno razsodnost. Če nam kolapsira družina, če nam kolapsira Oedipov kompleks, se pravi, če se zgodi simbolna kastracija očetov, kar je latentni tihi cilj feminizma, potem otroci ne bodo razrešili Oedipovega kompleksa. In to je problematično za dečke. Deklice bodo kot ženske spolno zbegane, lutale bodo od enega do drugega moškega, v samem seksu bo imela ogromno problemov, če ni normalnega očeta, nekastriranega, dečki bodo prišli pa v odraslost pokvarjeni. Te bojo pa kradli, lagali, goljufali, bili koruptivni, ker ne bodo imeli moralne razsodnosti, nadjaza, superega, vesti, ki peče. Zato je feminizem smrtonosna gija, ki kastrira očete, da ti ne morejo dostojno očetovati svojim sinovom. Če pa družba v naslednjih generacijah ne bo imela moralno razsodnih moških, ne bo funkcionirala sploh. Boštjan M. Zupančič je rekel, da 21. stoletja ne bo več, če bodo pred Oedipalci vstopili vse družbene podsisteme. On sicer to povezuje malce s pesticidi. Jaz pa vem, da je napačna razrešitev Oedipovega kompleksa ključna in v ozadju te napačne razrešitve stoji feminizem, ki ga levica, pa bom rekel moja levica, podpira. Feminizem je rak rana človeške družbe, ne samo slovenske, ameriške tudi. In recimo, jaz se ne čudim, ko je Slavoj Žižek rekel, ne Trump, največje zlo je Hillary Clinton, če zmaga, ker ona bi kontaminirala celo svetovno feministično družbo. In naj še tole za konec povem v tem kontekstu. Hillary Clinton je bila plenarna govornica na pekinški konferenci, kjer se je teorija spola ustoličila kot mainstream. Hillary Clinton pa Judith Butler, ne, to je militantna lezbika. In Slovenija je tam bila prisotna svojo delegacijo in preko pekinške konference 22 let nazaj se je v to Slovenijo inkorporiral ta feminizem na levici. Ne. In to mora levica reči bob in te moškinje odstraniti z teh vzvodov moči in oblasti, še posebej na vseh teh dodiplomskih in podiplomskih študijih. Ta katedra je ena od kateder. Jaz sem feminizem študiral in jaz vem, kakšna patologija tam domuje. Pa jaz sem moški, meni je očitati, da sem, ne vem, antifeminist.
da sem mizogin. V resnici je pa Vesna Vuk Godina iste stvari povedala, ona je pa ženska. In saj njej se naj verjame, da je jedro zla feminizem.